Par minut nazaj me je ustavila policija in en star je bil krtečen. Evo, lejte, to je ena ful prijazna punca, ki je tega fanta od spredaj naterala. Tole pa moje dva prijatelja, ki ste me prišli obiskat, jih poznate z intervjujev, Saša pa Melariel. Please subscribe to this channel. Thank you. Zajebava me. Gregor, samo veste kup. Samo 4,3 metre. To je zato, ker ni dobil podatkov od satelitu. Madonna, znoril bom. Lepa za znort, vam povem. Mi pa že malo živce načena. Tako da jako fini človek, zaradi takih je lušno potovati po Filipinih. Thank you very much. Okay. Ne vem, če lahko čisto zaupam telem štengam. Pa so tu netopirji ali... trajekt, imaš tudi avte, tako da še približno 2 urce pa smo. Počasi prihajamo k cilju. Glejte, kako je zanimiv ta otok, zato je ogromen otok, Mindanao se imenuje. Ampak glejte, zelo mi je všeč, da je gorat, na odzadju se najbrž slabo vidi take zanimive gore. Tako da se že veselim tega, ker bom to vse z motorčkom obdelal. Pristajamo, vreme čudovito, pokrajina tudi čudovita. Tole so lepi 3 dnevi pred mano. Tale me je že en majster najdel. Evo mi že kovček pele, iz triciklom bomo šli. Be careful. V glavnem fora je v tem, da nas bo več pelov. Ne bom sam, kar je logično. Zato ceno 1 evro pa pol ne more biti. Majster išče še druge potnike, da gremo. Evo, tlele mi je zrihtal kufer, menda je to dober, da se nam tu slučajno odvezali, jaz imam prenosnik noter. Bo zanimivo, da bo še koga. Majster žal ni dobil še drugih potnikov, tako da me sam ga pele. Me je tudi pošteno cena rekel, da na mesec evro pa pol bom plačil 4 evre pa pol, noben problem. Je pa škoda, kaj ni dobil, ker se rad s kakšno domačino tako lepelovske. No evo, lejte, tole je majster in letimo mi naprej. Kljub temu, da sem prišel 3 ure prej, preden sem imel check-in, sem že dobil sobo. Lejte, kaj je super. Lahko bi vzel manjšo, ki bi bila 2 evra cenejša na dan, ampak sem je skrta veliko vzel, sem rekel, da imam plac. Za 2 evra ne bomo gledali. Lejte, meni je ful lepa. Cena 19 evrov na dan. Zdaj soba je lepa. WC je pa mogoče mečken bolj tako, ampak se veste, jaz se ne pritožujem, meni je tole super. Tole je ulica, kjer sem nastanjen, lejte, tamle 100 metrov stran imam McDonald'sa, čeprav mi ni zdaj do McDonald'sa. Tole je naš hotelček, lejte, tamle je že morje, tole kokos prodajajo fino, to sem glih ene par dni nazaj videl, rekel, da
da vidim tle problem, ker kokosa skoraj nikjer ne prodajajo, tako da evo, tisto da sem polje smal prvoščil, zdaj grem pa nekaj pojest, pa najdeti za rentanje skuterja. Me kar malo skrbi, če sem iskren, ker sem tole na recepciji vprašal, kje je, pa me je gledala, kot da bi za nekaj nenavadenega vprašal. Pa tudi na internetu ni nekaj videti, tako da majčkeno me skrbi, no. Ampak še vse se je razširilo, pa sem menda tudi tu. Tole je pa za znort, vam povem. Mi pa že malo živce načena. Ne najdem skuterja za rentati. Tle vse sem prehodil, neč tam enega sem najdel, pa mi je tak malo čuden, pa sem ene ful velike skuterje ima, pa drage, pa tist drage še ni problem. Problem je, če tazga prebrnem, tako ga sem na Tajskem, bom plačal ko budala, ne? Tako da pol tle na internetu sploh ni nič. Pol hodim tle, ko vidim te trgovine z motorčki, pa sprašujem, če kdo kaj ve. Noben nič ne ve. No, en je vedel in je pol enega poklical, ki je mu ta velik skuter, ki mi ni bilo okej. Tako da sploh ne vem, kako bom to rešil. Zdaj grem še enkrat v hotel, pa da vidim, če mi lahko nekaj pomagajo. Evo, tle sem šel na en kokosek. Sem jih le najdel, lejte, koliko jih imajo. Sem, da bi jaz najdel še ta skuter. Bom znoril, če ga ne bom. Pripeljal motorček, ser drag, še enkrat dražji, kot ta zaden. In so rekli, da je čist nov. Je bil tudi čist nov, ko sem ga na Tajskem razbil. Tako da upam, da ne bo to isto. Nima tegale nastavka za telefon, ampak ne morem komplicirati, sem sploh lahko vesel, da sem ga dobil. Ljudje, zdaj so pa dve možnosti. Ali bom crknil, ali mi bo pa ratalo. V glavnem spravil sem se jet po eni božji poti, ki ima 3003 stopnice. Lejte bo kdo rekel, ko pa je tu 3003 stopnice prideti gor. Res je, najbrž ni tako hudo, ampak morate vedeti, da jaz sem spal sem 2 ure, zato ker sem nekaj video montiral, pa objavljal, pa tu, pa je bila ura pa že 3 zjutraj, ob 15:04 sem mogel pa itak vstati, tako da sem samo 2 ure spal, tako da tu je en minus. Potem, pred 10 dnem so me tisti hudi krči zagrabili, kvače me tle še enkrat, se še dol ne bom prišel. Ja, to je tu, vse tu sta dva dosti dobra razloga. Drugač pa že kaj na unu, veste, ki je bilo tam na začetku, ne vem, rečeno je bilo, da je nekih, ne vem, 1500, 1800 ali celo 2000 stopnic. Sam en kolega, sopotnik jih je štel in je prišel do tega, da jih je bilo veliko manj. Tako da bom videl, a bo ratalo ali ne bo ratalo. Drugač pa, lejte, takole tole zgleda pot. Sem že prišel ene 300 stopnic gor, ker dol je neka muska, vpijejo k budale. Lejte, tlele je postanki, so to kao na božji pot, takole gre pa naprej vse skupaj. No ja, mogoče gre pa lažje, kot sem mislil. Lejte, na kateri številki sem že, se pravi na polovički. S tem, da gre kar enostavno. Veste, kaj je fino? Fino je, ker so stopnice glih ta prave, se pravi, sam hodeš. Ker une, ker tam na Taviju, ko smo šli gor, pa so bile dolge stopnice, pa smo go vmes še prestopiti, tle pa sam hodeš. In je 100 stopnic hiter, 500 hiter, 1500 sem prišel, tako da evo, še eno rundico, pa smo gor. Sploh mi ne gre slabo, presenečen sam sebe. Lejte, smo že na 2000 in zdaj kar
kar takem hitrem korakom jaz tu gor hodim. Se nič veliko ne vlečem, nič veliko ne ustavljam, samo gas. Mislim gas. Predvsem je važno, da se čim manjkrat ustaviš. Raj bolj počas, pa da se nič ne ustaviš. Je pa fino, lepa potka gor. Glejte, pa je le un cilj, kaj bo gor, ki te vleče in vleče in vleče. Zanimivo, da so tle na poti vasice, živijo ljudje, glejte, tale koža me pa še kar spremlja. Lep, lep. Glejte, kako je lep. No in tamle je tu trgovinca, en prodaja, pa sem videl, da ima banane obešene. Evo, na 2-300 smo, sam še 700 in to je to. Tako ja, da on ima trgovinca, banane ima tam obešene, kam še nazaj gre, da jih bom kupil. Tudi malo, da podpreš te ljudi tukaj, ki jim najbrž ni najbolj lahko. Tako da bom kupil, ja. Ulejte, tam se pa moram iti. Razgled mečkanje so meglice, ampak vseeno, za vas bo malo slabš, meni bo pa fini občutek gor sedeti pa gledati dol. Pa grem pa še na en hrib, pa sončen zaskot počakati. Če bom ta prav cajt prišel, se priješ pa skoraj z motorjem gor. Je pa najbrž tukaj lepo, da bom šel še en dan zjutraj na sončen vzhod. Bom videl. Lejte, tle imam tukaj lepih stvari za delati. Da, wow, življenje je lepo, bi rekel. Res je, res je. Zdaj imam pa občutek, da gremo proti cilju. Samo, lejte, tole ne razumem. Ubogi ljudje, zakaj tako svinarijo delaš? Meni na misel imam eno prazno plastenko, pa eno na pol prazno. Mi na misel ne pride, da bi jo tlele pusto. Niti podrazno. Ja, tu bo ljudje mogli še pogledati. Drugače pa, lejte, fantastični razgledi. Fantastični. Lejte, tamle dol neka reka, neke jezera. Lejte, oni hribi tam fascinantni. Tudi vse hribčki okoli. Na tole stran so bolj meglice, tako da na sliki, na videu ne bo Bog ve kaj. Ampak glejte, meni je to fantastično. In še fantastično je, ko prideš na takle kraj, ne? Ko si orang prešvical, tako kot sem jaz. In glejte, tu je več, ko bi ta dan, ne vem, koliko zaslužil, ker si nekaj naredil zase. In no, jaz sem prepričan, da s temle, ko sem jaz gor, sem le tule šel, sem tudi nekaj zaslužil. Zato, ko v takih primerih imam najboljše poslovne in življenjske ideje. In so sigurno neke vredne. Ne bom rekel, da sem jo glih danes dobil neko idejo, s katero bom nekaj denarja zaslužil. Ko grem pa 10krat, pa sigurno je ena. Tako da tole se splača. Tole se splača. Pa bodo rekel, kaj bom jaz kaj gor rinil. Cel kup takih ljudi poznam, ampak dajte ljudje, to je život. Probajte, pa boste videli, koliko boste bolj spali, koliko boste manj tečni, koliko boste boljše vole. Prijatelji vam bodo rekli, da ste se nekaj spremenili. Mislim, zdaj če šel samo enkrat, ne. Ampak če šel pa 10krat, bojo pa rekli prijatelji, da ti si čez drugačen. Pa ne bojo morda čez drugače rekli, da si ful boljši, ker ti ne bi hotel povedati, da si prej bil tak, bom rekel, tečen, zakompliciran, vse te motilo, vse te šlo na živce, tako da probajte. Res, tole je zame. To je za moje dušo, vam povem. Wow, ampak zdaj bi jaz drugače na uro posedil, pa dol gledal, če bo cajta, ampak se pravim, še na en hrib hočem priti, da nas sicer na unga se skoraj skozi motorčkom pripele. Tam je pa šele dober razgled. Sam ga ne bo, zato ker so meglice, ampak vsem grem, pa bom še en drug dan šel, ki bo lepš, mogoče zjutraj. Wow, noro. Evo, tlele sem v tele simpatične gospe kupil banance, pocen pa dober, sem jim malo več dal, tako da, thank you. Evo, prišel sem dol
In tudi za dol sem tako zašvical, da vam ne moram povedati, gor sem si majico preoblekel, sem rekel, no, se dol nam švical. Da sem jih malo slekel in čist mokra, jaz čist mokr. Tako da zdaj je fino, da se moram čist mokr v mokri majici z motorjem voziti. Ampak kaj ćemo. Dobro jutro. Evo, jaz sem vstal danes malo bolj zgodaj, čeprav spal sem 11 ur, sem šel zgodaj spat. Kakor veste, sem prejšnji dan spal samo 2 ure. Zdaj sem na hiter skočil na zajtrk. Tukaj, ker je manj turizma, ni nekih restauracij z nekem super zajtrki, tako kot so bile v Damageteju pa na Bantajanu. Tako da sem kar skočil v tale bližnji McDonald's, ki je sam slabih 100 metrov stran od mojega hotela. Pa sem se orang najel, tako da zdaj pa sem v gas raziskovati. Danes bom veliko kilometrov naredil, veliko lepih stvari videl, tako da glejte, upam pa, da mi ne bo časa zmanjkalo za vse, kar želim vedeti. Prispel sem do prve točke, se me tu šliš čelade, pa spet ne najdem, ne? Ni slab, je ene 500 metrov stran najbrž in spet ne najdem nobene poti, nič. Tako ki tu že bilo ene parkat, bom mogel malo poprašati. Hey guys, please follow Tomas Gorek, am I right? Thank you. Lejte, tole je en fant, ki sem ga srečal ene par kilometrov stran, ki sem iskal pot za tale slab in človek se je ponudil, da me pele do sem, ker je čist druge, kot je na Google Mapsu in me je pelel in tle sem mu hotel dati €1, pa ga ni hotel vzeti, tako da jako fini človek, zaradi takih je luštno potovati po Filipinih. Thank you very much. Okay, have fun here in the Philippines. Yeah, thank you. Please subscribe to this channel. Thank you. Poglejte, kako hudo. Že tukaj le. Wow, pa čisto prav cajt sem zgledal jev. Lejte, sijano soncem. Fantazija, vam povem. Fantazija. Wow, kaj bo tole dober. Tu se grem seveda tudi kopat noter. Wow, noro. Sem se odločil, da na tem čudovitem kraju najprej naredim dron posnetke, zato da je te živčne vojne konc. Parkrat sem vam že rekel, da tole z dronom ni čisto nešlušno snemati, ker imaš skozi neko živciranje, ne veš, a bo dol pol, a se boš kam zaletel, a bo kdo težit prišel. Tako da zdaj tole z dronom posnamem. Evo, sem ga že tamle dal, pa vidim, da sem ga dal točno lete nad kablom. Tako da ga moram malo premakniti. No, pol se grem pa tlele kopati, pa dol kele v slap noter zaplavati, pa pa tret, ful bo dober. Snemanje z dronom končano, ful hude posnetke sem naredil, res ful hude slike bojo tudi, tako da nujno pejte na Instagram to pogledati, tudi ful bo takih dobrih kratkih filmčkov, ki sem naredil, tudi to bom na Instagramu objavil, tako da pogledajte si to, drugače sem imel pa cel otroški vrtec tlele, ta sta 2 fanta prišla, pa glih, ko sem nehal, je pa še ene 4 punčke so prišle, nehal, baterije mi je zmanjkalo, celo sem pokuril za tole, tako da imam zdaj še eno, imam pa še kar nekaj lepih stvari, tako da moram zdaj pa malo šparati z baterijo. Zdaj, ki je snemanje z dronom konc, zdaj pa še ta lepšo pa malo zaplavati, tele v slab, komej čakam. Bom seveda to tudi vse posnel, ampak ne z GoPro pa kamero, isto drugo kamero. Pazim, da takoj ne zmočim kamere, ker je pol težje vse komande delati, pa tako naprej, ki je mokro.
Da zato sem tako kmečko noter šel. Evo, tako lepo slab zgleda. Bomo šli čist pod njega, da nas malo zmacira. Evo, zdaj pa še kamero ven nesem in pa čist malo za svojo dušo, čist počas plavam pa uživam. Odhajam z tega čudovitega kraja, bi še kar bil, ampak veste, koliko stvari imam danes še za videti. Tako da se že veselim vse naslednjega, kar bom videl. Danes bo en zelo lep dan, tako da samo gas naprej. Zdaj sem se pa tle v eni ulični mini kafanici ustavil, pa sem spil eno Coca-Colo. Vem, da me bo kregali, da me boste kregali litl Coca-Cole. Niso imeli ta male, sem rekel, pa ta velika se cena izkorista, pa zdaj sem si pa še eno dobro kavico naročil. Ženska rekla, ki tle noter dela, je rekla, da je ful, da je ta boljša, da je močna. Sem pa rekel, ajde, da probamo, pa da vidimo. Tako da tole spijem, pogrem pa naprej pogledati nove, lepe stvari. Nisem vedel, a je to končano zapet, pa mi pa ženska pove, da moram tle še malo natočiti vode. Verjetno še malo počakati in pol pa dodati mlek pa spiti. Kavico sem spil, me je pa vse skupaj začelo malo skrbeti. Glejte, kakšen vreme, da ne bo tu neki hud naliv. Upam, da ne. Tole pa nisem čisto siguren, če sem na pravi poti. Pot se je zdaj tle ustavila, ampak glejte, dol je neka reka, tako da pa reki je ponavadi slab, ne? Ampak glejte, tamle ima sam kilometer naprej, pa po mojem pada dež, da se bo usmil. Ne vem, če dobro vidite, ampak tako da moram jaz tole kar pohititi, da ne bom v kakšen neurje pol. No, tole pa ni kar tako. Tole se bom pa fejs dol spustil. Glejte, ozke stopničke. No, hvala Bogu, da so sploh stopničke. Ne vem pa, koga delajo to na vsake tuk cajta, lejte, nekaj zidajo, lejte, tle tudi. In lejte, tudi tle so neki material prepeljali. Ne vem. Imam dober občutek, da se približujem slapu. Kaj mislite, je tole varno? Bo moglo biti. Upam, da bo kaj od njega, ker lejte, voda bolj malo teče. Pa v papučah sem, nisem vzel merelk s seboj, ker se veste, vroče je. Zdaj sem pa podplate si zmočil in mi drsi, se veste, kako tu drsi. Papuče, se pravi, papuča pa podplat, ne. Tako da, glejte, če Google Maps ne laže, ampak tlele doskrat laže, more tu biti tlele nekje bliz. Bo ali ne? Ni še. Ja, pa bo tlele mogel biti, ker neč pokažem malo kasneje. Zdaj pa, če bo tlele, ne? Kam se je pa skru? Lejte, tlele bo. Sicer švoh teče, švoh. Ni tako švoh. Lejte, ful je dober. Ni dober. Ni dober, lejte. Fantastičen je.
Fantastičen je. Zdaj pa res na hiter drona spustiti, ker se mi zdi, da že kakšna kapljica dežja pade in se veste, dron pa dež ne gre skupaj. Bom čisto hiter naredil, upam pa, da v te kotajni, ker smo lejte čisto kotajni, ne, da bo kakšen signal potegnilo za satelite, da mi bo sploh hotlo ga dvigant. Sem mogel še za drona en normalen plec najdeti za vzlet. Lejte, pomembno je, da imam gor prosto. Se pravi, če bi šlo kaj narobe, če mu dam, da gre nazaj, ne, da ima on prosto pot, da lahko pride sem nazaj, da ga ne zakrijejo drevesa. Evo, tle pa slab. Nič, zdaj pa ga spustimo, upam, da bo šel. Koga je zdaj tu? Še nekaj zajebava, nič moram tole rešiti. Zajebava me. Gregor, samo veste kup. Samo 4,3 metre. To je zato, ker ni dobil podatkov od satelitu. Madonna, znoril bom. Noče mi pa mi noče. Lejte, na vsake tuk časa mi tole da ta signal, zgleda, da ga ne more pozicijo določiti, zato, ker smo to v eni hudi kotajni in ne gre. Zdaj, če se kdo kaj na drone spozna, naj mi v komentar napiše, kako lahko tu vse skupaj izklopiš. Jaz bi sem tlele mečken po letu, da sem mečken posnamem. Ne? Ga nima veze, če tu vsa ta varnost izklopim. Vidim pa ja, lejte, nobenega mi ni, z nobenega satelita, nič ni, nič. Ma za znor, škoda, pa tako lep slab, škoda. Ni mi uspelo drona usposobiti, da bi tu posnel tako, kot bi bilo treba, ampak kljub temu so ratali dobri posnetki. Ste jih ravno kar videli, tako da verjetno se strinjate z mano. Sem pa ful iskal, če bi sport mode najdel, to pomeni, po mojem, da to pomeni, da ni na satelite vezano in pol pa delaš ti kar češ, ampak je pa res nimaš pol tizga, pritisneš nazaj, da se te vrne, pa tako, in nisem tega najdel. Tako da sem tudi baterijo celo pokuril, tako da danes ne bo več dron posnetkov, mislim, že obedve sem pokuril. Ampak vseeno sem pa vesel, da dež ni začel padati, no. Tako da, vsaj nekaj, no. Ampak glejte, kakorkoli obrneš, da nam pol tale slab je res fantazija, vejte. Se splačalo, da sem prideti, res je fantastičen. Pa fotogeničen bi rekel. Evo, motorček me je počakal. Tu se zmeraj malo bojim za motorček. Kdo bi rekel, te ni strah, ti bo kdo kaj dol naredil, kakšna kača pičla, ne vem kakšno se bojim. Se bojim, da mi motor tle ukrali. Čeprav so tle pošteni ljudje, ampak nikoli ne veš. A v glavnem drugače pa ne morem verjeti ljudje. Ura je že 4. Jaz ne vem, kdaj je to minilo. Ker sem nazadnje pogledal na uro, je bilo 12. In sem rekel, malo čez 1 je. Ura skoraj 4. Me je kap zadela, ker sem zdaj pogledal. Tako da, eno zanimivo stvar bom zdaj mogel spustiti. Ker če nam ta drugo pol zamudil, na en hrib grem, ki je sončni zahod, to je že uno, ki sem včeraj zamudil, ker ni bilo cajta. Mislim, tam se je naredila. No ja, in zdaj grem pa tam je sploh lepo kul, tako da sem kar kaj pelil, če mu kaj več časa, bom še kam na obalo zavil, drugače pa na un hrib, ker je fantastičen sončni zahod. Fantastičen zahod. Dajte, tamle pa gledam, ne hribi, tamle gor je nekje en vulkan. Sicer nisem razmišljal, da bi šel peš gor, ker nimam cajt za to, ampak dober pa zgleda. No, zdaj, kam šel pa nazaj, vam bom pa še malo pot posnel, koliko adrenalinska je, ker ko sem šel dol, nisem mogel snemati, veste, dol je treba bremzati. V hrib pa bom.
Adrenalinsko, ne? Dobar, tu še ni bilo nič. Boste videli, kakšni hribi me čakajo. Bo sploh potegnilo gor. Par minut nazaj me je ustavila policija in en star je bil kar tečen. No, začelo se tako, da je tečen ratov najbrž zato, ker sem jaz v bistvu en trak je bil za avtomobile in pa za motorje. In so tudi samo motorje zgleda pregledovali, vsem motoristom so gledali izpit. In jaz sem šel po levi strani in začne vpet moto in oni mene na stran, jaz na stran, pozdravim. Človek ni znal nič angleško, jaz pa slabo, se veste kako je pol in no pole sem ga zastopil, da če driving license. Jaz mu dam uno mednarodno, on prav ni tu. Seveda je, international. No in pa mi uno nazaj da, kao da ni. Jaz mu odprem, tam kje je bila slika, pa res malo na začetku res je. Najbrž je mislil, da ga čem nategniti, ne. Sem bral tu pred 30-40 letem, ki je še rugal kul potval, je za izpit kazal planinsko izkaznico, pa je bilo glih tako dober. No in pol mu tisto odprem, vidi tam kategorije, aha, zdaj vidi, da tu je tu, ampak me je preveril, če je ta prava, prav moj ime, sem rekel Tomaž Gorec, prav family name, sem rekel Gorec. Nacionalnost, sem rekel Slovenija. In pol ti smo ogleda in pol prav registracija. Registracije tablice sploh nimam od zadej, ampak me je una rekla, da je tam nekaj en papir, ne. No in jaz pol, aha, bom dal, odpiram tle ta sedež. No, pa me pa en vpraša Luka Dončić prav. Sem rekel, ja, Luka Dončić je Slovenije. Da je bil pa en mlad, je bil pa malo bolj normalen kot ta star. In jaz tisto tam počasi, da bom uno registracijo najdel. No in pol ta star glih enega drugega obdeluje, sem rekel, mi jaz kar ta mlad mu dal, ki je bolj razumen, mu dam tisto registracijo, prav, ja, okej, mi da nazaj. Še malo sprašuje in pravim je okej, rekel okej, pej, ti zaželi srečno pot in sem šel. Sej, nisem bil nič v strahu, da bi se karkoli hudo zakompliciralo, ker se nima kaj, v najslabšem primeru bi mogel ene 10 evrov plačati, to je pa tu, tako da ni bilo nobenega hudega straha. Evo, lejte, to je ena ful prijazna punca, ki je tega fanta od spredaj naterala, da mi bo pokazal, kje je ena planina. Thank you very much. Evo, tale fant mi bo pa pokazal. No, zdaj me je ta fant pripeljal do tle, ki ga je ta punca poslala. Tale sem parkiral motor, sem šel tle že napačno pot, pa sem tamle ljudi vprašal, pa so povedali, da treba je to tukile. In da se pride gor. Malo me skrbi, ker sem malo pozen, da nam sončen zahod zamudil. Ampak zdaj, če sem že tle, grem gor, ni druge. Pa še zelo primerno sem obut v papučah. Če bo pravic povem, sem si tole pot malo drugače predstavljal. Ampak zdaj nimam kaj taka, kaj je. Če sem spet sploh na ta pravi. Tule gor bo. Dober sem, če mi bo uspelo priti v tem papučah. Še bolj dober bom, če mi bo nazaj uspelo priti. Lejte, hribček je pa tam od zadej. Bojim se, da bom zamudil sončni zahod. Čeprav sem v papučah, tiščim, kakor mi duša da. Veliko mi pa ne da, ker sem že zmatran. In od včeraj, in od vsega pa še v papučah nima človek unga, tuk sigurnega koraka, ne. Ja, še tako moram in pa moram pogledati, da nam na kakšno kačo stopil. Vrh je po mojem pa tisto. Se lepo je, ne. Sam pizda sem zamudil. Pa kako to je, so se zamudim? Zadnje minute lovim, da ga ujamem, oziroma
Po mojem, da so mi te minute že všle. Pograjena sicer ful lepa, ampak ko bi jaz bil tole 15 minut prej, kakšni razgledi bi bili. Škoda. Sam, če sem že tle, grem v Sendo gor, pa čeprav se malo matram, sem v papučah, nisem vedel, da je tukaj za hoditi. Tako da, kaj čmo. Bravo jaz! Prišel gor, sem prepozno. Tam je že. Budala jaz. Glejte, razgledi bi bili fenomenalni. Fenomenalni. Ampak jebi ga. To sem jaz, ki zmeraj se zamudim v življenju. Sranje, prokleto sranje. Me pa še malo skrbeti začelo, kako bom dol prišel. Če bom svoj pot najdu, tam pohod se hitro zaja, ampak dolinom že prišel. Pa tudi tu veste, Oreng-planinska pot. Tu ni tam, da greš v papučah, tako sem šel jaz. Kaj čemo zdaj, kar je? Pač kaj čemo, ajde, živijo. A ja, za danes je to tu, se vidite, da je tama. Veste, da v tami niso dobri videi. Tako da, glej naprej, se jutr nadaljuje. Isto zanimivo. Ali pa še bolj nikoli ne veš. Tudi jaz ne vem. Tukaj sem se ustavil v eni trgovini, ker sem se založil z pijačo. Tle je ful težko sok dobiti, sem pa videl dobro založeno trgovino in tale prijazna gospodična me je lepo postregla. Glejte, drugače so pa res super založeni. Vesel, ker sem jaz prišel, tako da super so in te Filipini so res super. Nov dan na Filipinih. Jaz sem spet v akciji, sem že nekje daleč od hotela, iščem en slap, grem po navigaciji. Zadnjih par kilometrov je na trenutke bila čudna cesta, zelo ozka, taka, da je bo vsak cajt zmanjkala, pa se je spet razširila. No, zdaj tole pa ne vem, kaj bi na temule rekel. A je to konc, ali se dajet naprej, ima pa še ne 6 kilometrov, pa 17 minut piše navigacija. Tako da ne vem, a če mi tle probat ali ne, bom šel, pa da vidim, kaj bo. Po kakšnem se tu vozim jaz ljudje? Lejte, tule ni nič posebenega, stukat slabš, pa lejte gor naprej. Ne vem, kaj bo tu, ne vem, kaj bo tu. Upam, da mi ne treba tle nazaj, sem po mojem, da mi bo treba. Dost imam tega. Zaradi tega slapa ne bom se tule jebal, pa še motor, ki je uničil. Lejte, no, da vam pokažem, kje sem šel. Lejte, po takih, to lahko motor bom uničil, bomo še tam probleme. Lejte, pa takih, tu ni samo eno, pa da bi bilo zdaj boljš. Po mojem bo sem še slabš. Kar je pa najbolj žalostno, lahko se pa naredi, ker sem je že mnogokrat tle na Filipinih, da kaj ti kaže navigacija, da tam ni tistega slapa, da moraš nekje druge jeti. Dvomim jaz, da bi bilo tle zdaj, tako da kar obračam, sem škoda, ker nisem že prej obrnil. Zdaj sem se rešil tega sranja s tem slabim cestam pa vse. Tako da zdaj sem šel ful nazaj, da sem do interneta prišel, da sem si zdaj v zemljevid dal ostale stvari, ki bom šel pogledat, ker bom sploh še cajtamu. Tule mi ga je ful vzela, sem se tam vozil, veste, koliko cajta. Tako da sem se tle v en lokalče posul, ker imajo tudi hrano. Sicer nisem jedel. Sem dve Coca-Colce spil, tukaj da sem lahko v senci bil, da sem tole malo naštudiral, tako da zdaj grem pa dalje. Pa upam, da še nekaj potegnem od tega dneva. Današnji dan pa nimam sreče. Vse gre narobe, čist vse. Zjutraj tista cesta sem se mogel obrniti. Lejte, zdaj čist isto sranje. Se vozim do ene jame in veste kaj, čist nič ne bom presenečen, da če bom kaj prišel, da pa te jame ne bo.
čist nič. Pol iz službe sem še dobil ene slabe novice. Včeraj je bil tak fantastičen dan, zvečer sem se prav fino počutil, sem rekel, wow, kaj je življenje lepo, kaj je super. In misliš, da bo pol tudi drug dan tak, pa tudi približno ne. Tle sicer ne se je rekel, ni tukaj slaba cesta. Smo se te kamni tle letijo, se bojim, mi bo kaj motor poškodoval, gumo lahko predreš. Tako da kaže mi še, da imam še 6 minut, samo to bo pure trajalo. Ker mi je enkrat 15 minut kazalo in jaz si rečem, aha, zdaj se pa 15 minut že pelem, grem pogledat na Google Maps, še 10 minut. 15 sem se vozil, pa je sam 5 sem naredil, ker tle se voziš, da je 12-13 km na uro. Ampak ustrajati je treba. Evo, zdaj sem prišel do te jame, noben sicer ne zna angleško, pravi, da ni vstopnine, to me najbolj skrbi, kako sem zmenil. Evo, zdaj me pa ta gospod dol pele, rekel je, da nisem primerno obut, sprašal me je, če imam kaj za luči, sem pokazal, da imam na mobitelu, on je požigalnik s seboj vzel, bomo videli, kako se bo tole odvilo vse skupaj. Je pa tu bolj privat jamca, bi človek rekel. Zanimivo, lejte, pa netopirji so noter, ful dober. Upam, da gremo še dol. Ampak vidite, to je problem, ker je tu privat, aha, thank you, in se uničuje. Ne vem, če lahko čisto zaupam telem štengam. Glejte, tlele ograja je že bolj tako. Drugače sem videl pa ful enega lepega plavega ptiča, ki je ven letu. Wow, mislim, to je pa res dobro. Aha, pa lejte, tamle maj pot pa še naprej noter. A bomo tu šli ali ne, ne vem. Pa so tu netopirji ali... Kaj je tu? Wow. No, kljub, ja, tu so netopirji, kljub temu, da sem se zajebaval po te cest, glejte, se je tu splačalo iti pogledat. Tu jih je ful. Wow, noro. Zdaj smo šli še nižji dol, sicer tle bo se slabo videlo z GoProjem, sem pa dobesedno zagazil v netopirjev drek. Tole so moji vodiči za v jamo. Nič se sicer nismo mogli pogovarjati, ker ne znata niti beseda angleško, ampak prijatna fejs možakar je tudi rekla, da ni vstopnine, pa sem na koncu dal ene 2 evrčka, tako da smo vsi zadovoljni. Thank you. Very nice cave. Dan gre k koncu. Nekaj ful danes nisem videl, ampak vsem zanimiv dan, ne more biti vsak tak včerajšen. Zdaj sem šel pa še malo za na konc na mestno plažo. Mislim, ne vem, če je to mestna plaža. Šel sem v glavnem v plažo in tle se tudi ful dogaja, ful je ljudi. Sem malo v sprehodu, da vidim, kaj vse imajo. Verjeten za jaz, no. Pogrem pa počas v hotel in imam kar veliko stvari za narediti, no, video zmontirati, pa dober se itak, ura bo že 6, tako da cajt leti. Evo, še na en kokos, to obožujem, pa že tole se imajo fino za vse, evo, lejte, kako mi bo tole majster fino zrihtal, tamle gospa ga potera. Je pa sam 25 njihovi, super. Poslavljam se od tega čudovitega hotelčka. Tle so mi tudi tegale 3 cikla zrihtali, ki me bo pelal na letališče za evrček pa pol, tako da ugodno. Evo, spet propelaš.
Nejhen, ampak bo pripeljal na cilj. Dobro jutro z tega lepega hotelčka. Sem že v Cebuju in lejte, takele zajtrke imam najrajši, ker imaš tako lepo kavico, zapit, kakor češ, in še za čuda ni presladko. Potem pa, da si tudi sadje da je, tega sem si nabral. Jaz zdaj najprej kavico spijem, pa sadje pojem. Evo, tole pa moje dva prijatelja, ki ste me prišla obiskat, jih poznate z intervjujev, Sašo pa Melariel. Kako sta kaj? Fantastično. Fantastično. Imamo sicer zoprne upravke tle, ampak počutva se pa super, kaj? Samo enkrat se živi, pa je treba uživati. To je važno. Imaš horizontalno, če tudi malo premakneš, da ne premakneš, ti še zmeraj horizontalno. Evo, Tomaž ima dober zajtrk. Dober zajtrk, ja. Kako si pa spal? Super, super. Zdajle me bo pa Sašo malo po Cebuju pelal s temle motorjem. Moram čisto po pravici povedati, da se kar bolj počutim, ko sam vozim. Tole se mi ogromno zdi, ampak bo menda šlo nekako. Takole pa zgleda mehanična delavnica na Filipinih za motorje. Saša ima tle nekaj na motorju za zrihtati. Pa sva to pelala. Imajo pa tudi dobre motorje tle. Saj tale mi zgleda. No, zdaj gremo pa še na Kawasaki servis, uraden tis je bilo neka bolj taka vaška zadeva. Saša je tle naročil neke vilce in zdaj mu jih kao nočejo prodati. Hočemo jih še zamenjati, on pa nima cajta, da bo tle še... No, sir, not yet, sir. Actually, sir, the parts is already here, but it must be installed here, sir. Yeah, no way. Yes, sir, but as of now, sir, we are fully booked, so... Yeah, ma, look, listen to me before we talk, okay? Okay. I'm from Camotes. Okay, sir. I should go back. Children are alone at home. I saw your SMS Yes, sir. that I should come on Tuesday. Where can I get wonton soup, Chinese? Wonton, Yeah. other side. Evo, tole sem si zakosil prvošču, zelenjavna zadevca. Tole moje potovanje po Filipinih se počasi zaključuje. No, v bistvu se je že zaključilo. Zdajle, tole, ki me vidite, sem na Tajvanu. Tukaj čakamo 8 ur, da imamo potem letalo proti Dunaju. Tista pol iz Tajvana do Dunaja traja pot kar 13 ur pa pol, da ta bo kar težka. No, sem jaz pa tale čas, se pravi telih 8 ur, izkoristil, da zmontiram še ta zadnji video, da kaj z računalnikom naredim, namreč na kopalu se mi je dela še pa še, tako da ga ne more zmanjkati, tako da mi niti ni problem tole čakati. Sem pa zdajle, ko sem glih ta zadnji video zmontiral, sem pa rekel, evo, da pa še majčkeno povem na kratko o mojih vtisih na Filipinih, kako je bilo. Lejte, z eno besedo, bilo je fantastično, fantastično. Koliko sem videl, koliko sem doživel, mislim, res top. Upam se trditi, da večina ljudi cel življenje toliko ne doživi, kot sem jaz ta mesec. Pa to ni zdaj, nisem to rekel zato, da bi se hvalil ali pa da bi koga poniževal, še manj to. To sem rekel predvsem zato, ker hočem še koga
navdušiti, da gre na potovanje, ker to je tako super, da vam ne morem povedati. Mislim, saj pravijo ljudje, potovanja širijo obzorja. Veste, koliko se naučimo, čeprav težko zdaj reči, kaj sem se od tega naučil, ampak glejte, to so izkušnje, znajdeš se, samozavest pridobivaš. Mislim, res fantastično, res, tako da potujte, lejte, to vam svetujem, potujte. Meni je bil najbolj všeč Tavi. To je bilo neverjetno, saj če ste tam pogledali tisti video, to je čist neturističen kraj, ki sem pa kakšen popotnik zaide, turist pa sploh ne. Zdaj, ta video, če si ga niste pogledali, si ga poglejte. Boste tudi videli tam, ko se mi nekaj udrlo, ko sem nekam se not udrl, kako je predvsem ena punca preletela, pa mi pomagala, da bi vstal, pa tudi tam smo se mi počutili kot eni zvezdniki, kako so nas bili vsi veseli. Če si ta video niste pogledali, si ga res pogledajte, to mislim, da je ta drugi bil. No, tle na Filipinih je nastalo 9 videov, če jih niste pogledali, poglejte jih. Te videi sicer imajo rekordno število ogledov, imajo pa rekorden čas gledanja. Te videi so po statistiki najbolj gledani, se pravi, najdlje časa jih ljudje gledajo. To pomeni, da so zanimivi. Potem dobil sem nešteto pozitivnih komentarjev, tako da ljudem so bili sigurno všeč. Pa posnel sem intervju s Slovencem, ki živi 7 let tukaj na Filipinih. Ta intervju ste toliko hvalili, pa ne zaradi mene, zaradi njega, tako da če si ga niste pogledali, si ga poglejte. Ene par mi je napisalo, da je to najboljši podcast v Sloveniji. Sicer ne mislim tako, ampak hočem sam povedati, da je dober. Vkolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, dajte se prosim naročiti. Res vam bi bil hvaležen, ker to mi je spodbuda, da to delam še naprej, snemam te videe. Lejte, to je toliko dela, da če si pa ne zaslužim tega naročila na ta kanal, pol pa ne gre vse skup nekam. Lejte, jaz sem 3/4 noči vstal zjutraj ob 2, ko sem objave delal, tako da se res trudim za to, pa dajte mi majčkeno vzpodbude pokazati s tem, da se naročite na moj YouTube kanal. Lejte, to je popolnoma brezplačno. Zdaj, ko tole gledate, sem vmes kliknite gumbek, naročite se, pa potem še zvonček. Lejte, vam vzame 2 sekunde, meni pa ful veliko pomeni. Pa tudi zelo vam bi bil hvaležen, če me zasledite na Instagramu, me najdete po Tomaž Gorec in si tudi pogledajte, ful lepih slik sem objavil. Instagram imam rezerviran za objavo lepih slik in je veliko lepih dron slik gor, tako da dajte pogledati, se malo polajkajte, pa dajte me zaslediti, no, bi mi res pomenilo, no, dalo spodbudo. No, na Filipine se zagotovo še vrnem. Čeprav sem bil že 3-krat. Lejte, ta Tavi bom sigurno še enkrat obiskal. Ampak to za dlje časa. Tam na Tavi grem vsaj za 1 teden, če ne dlje. To bo fantastično. Pa potem tudi ta otok Mindanao, ki ni popolnoma nič turističen. Ga bom raziskal, ker je ful dober. No, drugače pa tudi še eno ful zanimivo temo imam, na katero bom posnel video, to so pa Filipinke. Lejte, tukaj tujec dobi
Filipink, kakor jih hoče. In čist nič nenavadnega ni, da dobi, ne vem, 65 let star moški 20 let staro Filipinko. To je dokaj navadna zadeva tukaj. Ne bom zdaj jaz tukaj to pameten bil, ali je to prav ali ni prav, ampak no, meni se ne zdi nič narobe, lej, če sta obe dva za to, zakaj pa ne. Čeprav že tukaj le vidim, koliko se bo pametnih ljudi najdlo, boste rekli, izkoriščanje mladih Filipink, revnih. To boste ženske pametne. Ampak večkrat povem, Slovenke, malo starejše, pa tudi ne, sem starejše, no, ampak vzemimo zdaj starejše, hodijo pa v Egipt pa v Maroko, da dobijo mlade Egipčane pa Maročane. Tako da preden mi boste pisali, da je to izkoriščanje mladih Filipink, imam zdaj vprašanje za vas, če je pa tudi to izkoriščanje mladih Egipčanov pa mladih Maročanov, ki jih izkoriščajo v narekovaju starejše Slovenke. Tako da to bom posnel en poseben video, vem veliko o tem, ne bom rekel, da imam izkušnje, ki jih nimam, ampak sem veliko videl, pa že 3-krat sem na Filipinih, pa pogovarjam se z ljudmi, ki imajo Filipinke in lahko o tem veliko povem. Bo pa to privat video, ne bo kar vsem na voljo, tako da tisti, ki hočete dostop, mi pišite preko Instagrama, pa vam bom dostop dal, ker nočem, da se ta video razširi, da ga bojo cela Slovenija gledala, ker to bo zgražanja in vse. Čeprav ne bo nič kaj tacga. Pač malo več bom o tem povedal, kar pač vem. In zakaj sploh to bom? Zato, ker, lejte, marsikjer Slovenc, malo starejši, ne more dobiti ženske in si jo obupno želi, in mogoče ga pa sreča čaka na Filipinih. Jaz sem že 100-krat povedal, da nisem šel na Filipine, da bi žensko iskal. Lejte, čeprav iskal, se nisem še nikoli z nobeno žensko na potovanjih zaplev, pa bom zdaj čisto po pravici povedal, pa saj sem to že povedal, jaz se to preprosto ne upam. Strah me je. Strah me je, da se kaj zakomplicira, strah me je kakšnih bolezni, ampak še najbolj me je strah, da se kaj zakomplicira. Bom o tem tudi več v videu povedal, ne? Ampak jaz sem tle malo preveč prestrašen, ne? Kakor sem posod pogumen, tle žensk se pa bojim jaz, ne? Imam slabe izkušnje iz Slovenije in lejte, jaz se i žensko tako v Sloveniji kot na Filipinih bojim zaplest. In če se že kdaj, ampak to se mi zelo redko naredi v Sloveniji s kakšno zaplet, meni je takoj žal. Meni je takoj žal. To je tako, ko bi šel banko vropati, pa bi ti bilo takoj žal, da si. Vem, čudak sem, vem, ampak glejte, izkušnje, to je tako. Eni se pa kač bojite, jaz se pa kač ne bojim. No, ampak več bo v tem videu in še zlasti bo zanimiv za samske moške, ki razmišljate, da bi mogoče svojo srečo na Filipinih najdel. Lejte, opis tega videa bom tudi dal ene 4 povezave do teh videov, ki sem delal intervju z Aleksandrom Pokovcem pa z njegovo Filipinko, no plus še dal bom intervju z Dejanom pa njegovo Filipinko, on je tudi slovenska, ima Filipinko, pa še intervju s tem Damjanom, ki sem rekel, koliko dober intervju, to je pa ta slovenska 7 let živi na Filipinih. Pa si to vse poglejte, tisti moški, ki razmišljate, da bi mogoče srečo najdeli na Filipinih. Lejte, srečo res lahko najdete na Filipinih. Lejte, Aleksander Pokovec jo je najdel. Ta Damjan Mladić jo je tudi najdel. In tudi Dejan iz, kje je s tem z Radomel ali s tem z Kamnika nekje, ki sem tudi intervju naredil,
pred enim mesecem z njim, je tudi najdu srečo. Zakaj najdu srečo? Poglejte video, vse so povezave dol, pa si poglejte. Drugače pa Filipinke, ne, so lepe, simpatične, ženstvene, zelo čiste. Veste, na Filipinih veliko ljudi še živi tam po vaseh, dobesedno v kolibah. Ampak vse te Filipinke, pa tudi Filipince, ki jih srečuješ, ko sem se z motorčkom vozil, to vsakega, ki vidiš, bi rekel, pa ta je na sveže okopan, na sveže ima umite lase, čist frišno obleko na sebi, nič prešvican. Tako da so zelo, zelo čisti. Tako da to bo zanimiv video, si pravim, če ga čete videti, mi pišite preko Instagrama, da vam dam dostop. Pišite mi kar že zdajle, video bo pa po mojem čez tole, ki gledate, čez par dni potem. No, naj še povem, da tudi čez 1-2 dni po objavi tega videa, ki tole gledate, bom tudi uživo, kjer bom tudi o tem govoril, o Filipinih, tako da pridite na ta live, pridite, bo zanimiv, garantiram. Tam bom povedal več o teh Filipinih, kako je bilo, zakaj bom še šel, kaj je bilo najboljš, kaj mi ni bilo všeč. To so samo 1-2 malenkosti, tako da, kaj čem reči, fenomenalno je bilo. No, moram pa tudi povedati, da se pa tudi ful veselim vrnitve domov, ker zdaj bom prišel že skoraj v poletje, ki je najlepši čas, veselim se novih potovanj po Sloveniji, po Balkanu. Mal pogrešam nečake, rekel bi tudi, da pogrešam mojo Lučko, sam žal jo ni več, mojo psičko. Kolikrat se na njo spomnim, koliko mi je žal za njo. Pogrešam tudi mamo, ki imam naraj na svetu. Tako da, lejte, lepo je iti, lepo je priti domov in življenje je lepo. Hvala vsem, ki ste me spremljali, ki ste lajkali moje videe, ki ste pisali komentarje. Res vam hvaležen. In vsem želim najboljše na svetu. Tole samo za povedati, upam, da sem kaj pametnega povedal. Nič, mejte se. Adijo, lep pozdrav iz Tajvana.